en lep ljubljanski pozdrav. Tu smo zbrani kandidati, ki zastopamo Slovensko ljudsko stranko v Ljubljani. Sam sem ponosen, da letos nastopam kot kandidat Slovenske ljudske stranke v naši metropoli, v našem lepem mestu. Mesto, ki je gospodarsko, politično, kulturno, izobraževalno, zdravstveno središče Slovenije. Po drugi strani je Ljubljana v zadnjih letih postala prava turistična destinacija in običajno rečemo, da je prvi vtis tisto, kar v življenju ne moreš nikoli popraviti. In ko prihajajo tujci v Slovenijo, velikokrat pridejo v Ljubljano, zato je pomemben ta prvi vtis, ki ga dobi gost v Sloveniji in tu v Ljubljani. Veseli smo in pozdravljamo napredka, ki se je v Ljubljani zgodil tudi v zadnjem desetletju in verjamem, da bo šla Ljubljana po tej poti tudi naprej. V Slovenski ljudski stranki imamo program za Ljubljano in pa za Slovenijo, ki ga bo kasneje predstavil podpredsednik Janez Tomšič. Naj pa samo v uvodu tudi rečem, kaj vidim ključne stvari, katere je potrebno urediti še tudi v Ljubljani, da bo ta naša metropola še lepša in pa bolje urejena. En od ključnih zadev za Ljubljano je ureditev zraka. Kot okoljski minister sem se s tem tudi ukvarjal. Problem tako imenovanih PM delcev je eden od večjih problemov, s katerim se ukvarjajo številna slovenska mesta in na tem področju vidimo ključne rešitve v nadaljevanju nadgradnji primestnega prometa, vključno z izgradnjo park and ride parkirišč, kakor tudi ureditev glavne postaje avtobusne, železniške kot tisto vstopno točko v mesto, kjer lahko potem skupaj s primestnim prometom, ki mora iti kar 10, 20, 30 km ven iz Ljubljane, lahko posrkamo ta dnevni promet, ki v veliki meri tudi obremenjuje tako, če hočete, ulice, kakor tudi zrak v Ljubljani. Drugo pomembno področje je tudi področje ravnanja z odpadki. Vesel sem, da se nadaljuje projekt na Barju, na odlagališču in da bo to področje v Ljubljani urejeno. Manjka pa še tudi področje urejanja odpadnih voda, za kar je možen tudi kohezijski denar, tudi projekti so pripravljeni. En od ključnih poudarkov, ki pa je v naši stranki poudarek za celotno Slovenijo, pa je ureditev protipoplavne varnosti. Tudi tu sem imel možnost v letu 2012, da smo določili 61 poplavnih območij. Ljubljana je tisto, ki jo poplave najbolj prizadenejo med vsemi območji v Sloveniji, tako če računamo, koliko ljudi prizadene, koliko gospodarstva, in zato je poplavna ureditev Ljubljane in pa celotne Slovenije eden od naših projektov, za katerega na glas povemo, da če je potrebno, se bomo poleg evropskih sredstev vodnega sklada tudi zadolžili v tujini in z odplačevanjem tega kredita zagotovo plačali manj za obresti in za kredit, kot bomo plačali v prihodnjih letih za škodo, ki bomo poplave zgodile. Toliko z moje strani in predajam kar besedo našemu podpredsedniku Janezu Tomšiču.